Pozdravljeni v odmevu tedna, ki je tokrat minil v znamenju kulture ter bolj ali manj kulturnih umetnikov. Vlada je predstavila tudi izhodišča plačne reforme, ni pa manjkalo niti običajnih političnih igric. Vse to bova tokrat komentirala z urednikom spletnega portala domovina.je, Rokom Čakšem. Rok, pozdravljen. Dober dan. Torej, za nami je teden, ko praznujemo Slovenci. Slovenci smo eden redkih narodov, ki pravzaprav praznujemo kulturni praznik, dan, ki je namenjen kulturi. Letos je imel govor predsednik Prešernovega sklada, upravnega odbora Prešernovega sklada, Jožef Muhovič, in po svoje kar presenetil s tem, ko je imel zares državniški, umetniški govor, ne pa neke običajne fehtarije za denar strani ministrstva za kulturo. Predlagam, da si pogledava, kako je to predstavil. Zdaj, kultura je en sistem zgodovinsko preverjenih načinov delovanja neke družbe. Vidite, kvalitete umetnosti in kulture ne more nikdar popolnoma relevantno oceniti čas, v katerem umetnost nastaja, in ljudje, ki živijo v tem času. Skratka, to je povedal v vroči temi v našem studiu, dan preden midva to snemava. Zanimivo, nakazal je tudi zelo subtilno, pa vendarle zelo očitno, kaj si misli pravzaprav o dogodku, ki je sledil na koncu proslave. Seveda pa moramo povedati to, kar se v Sloveniji pogostokrat pozablja, da je vsaka umetnost del kulture, da pa vsa kultura ni tudi že istočasno umetnost. Skratka, letošnja kulturna proslava po svoje poseben unikum, ne? Kako si gledal ti na to? Ja, bi rekel unikum več vidikih, ne? Najprej to, kar si poudaril. Ponavadi smo vajeni nekega pritoževanja nad odnosom države nad kulturo in manj govora o tem esenci kulture, ne? Tokrat je bil govor usmerjen v to smer. Obenem pa, čeprav se je mogoče komu zdel abstrakten, je bil tudi zelo aktualiziran, ne? Mislim, da je v zvezi s tem bila celo neka pripomba v Odmevih, o katerih si mi govoril pred oddajo. Ja, na nacionalni televiziji so se pravzaprav obregnili, češ, da govor ni bil prav zelo aktualiziran, ne? Pa vendar po svoje, če ga dobro poslušamo, je bil še kako aktualiziran, le nekako prisluhniti mu je treba z nekim višjim intelektualnim občutkom. O umetnosti je treba reči, da je po naravi konstruktivna. Njena naloga niso prevrati in razdiranja, kot se prevečkrat prekratko misli, ampak gradnja in novogradnja. Njeno živo jedro je preseganje najvišjih standardov. V knjigi Zaton zahoda je Oswald Spengler pred 100 leti zapisal osupljiv stavek. Nekoč bosta zadnji Rembrandtov portret in zadnji Mozartov takt prenehala obstajati, čeprav se bosta morda obarvano platno in list papirja z notami ohranila. In sicer zato, ker bosta izginila zadnje oko in zadnje uho, ki bi jima bilo njuno sporočilo še dostopno. Skratka, zdi se, kot da je za nekatere na naši nacionalni televiziji pravzaprav aktualizirano samo, če nekdo jamra, če nekdo klesti po državi, še posebej, ko je recimo na oblasti opcija, ki ni tako zelo intimna, ne? Po drugi strani pa je pravzaprav citiranje Zatona zahoda in teh misli, ki so pravzaprav, čeprav 100 let stara knjiga, danes izrazito aktualne. Tudi ta kritika, ne, po svoje, oziroma izraz, da umetnost ni neka namenjena revolucijam, ampak da je nekaj konstruktivnega, ne, je pravzaprav Muhovič subtilno izrazil že kritiko na napoveden dogodek, ki se je potem dejansko zgodil, ki je bil pravzaprav namenjen neke vrste zlorabi umetnosti za neko revolucijo, ne? Ja, če že moramo pogovarjati o Svetlani Makarovič, kar seveda v oddaji, kot je to, ne moremo pustiti, saj je bil to glavni razlog za 90% tistih, ki so proslavo gledali, verjetno bi bil pa dober kak drugi, ne. Jaz bi rekel, po svoje se mi umetnica, ta velika umetnica, na ta stara leta malo smili v tem smislu, da
očitno ima neke nerazčiščene stvari znotraj sebi, ni pomirjena sama seboj. Ne. Ker človek, ki je pomirjen sam seboj, ki ima neko svoje dostojanstvo, se ne bi šel na tak način izpostavljati in vlekel pozornosti nase. Ne. Tako jaz upam, da je s tem dobila neko zadoščenje sama pri sebi in da bo, če se popravlično izrazimo, zdaj srečno živela do konca svojih dni in če bo tako, ji lahko oprostijo tudi nagrajenci, ne, tisti, ki bi si zaslužili to pozornost, ki je ona vlekla na sebe. No, nekaj podobnega je komentiral tudi Vasko Simoniti z precej preprostim jezikom v včerajšnji vroči temi. No, vsekakor to ni bilo prav. Videl sem to kot eno provokacijo, ki je bila neumestna. Videl sem 3 osebe, nekoliko zanemarjene, in ena od teh oseb je nekaj povedala, kar nihče več ne zna povedati, kaj je povedala. In Slovenci so ploskali. Skratka, Slovenci so ji ploskali, oziroma vsaj neka elita, ki je sedela v prvih vrstah, ne, morda celo bolj kot tistima nagrajencema, ki sta si dejansko zaslužila, ne, pa povejmo, ne, to sta, se pravi, Herman Gvardjančič in pa multidisciplinarna umetnica Ema Kugler, ne, ki sta pravzaprav zelo poenotila praktično celotno kulturniško srenjo. Nikogar ni bilo, ki bi recimo očital, da pa ona dva nista vredna te Prešernove nagrade, da si, ne vem, ne zaslužita. Ne. Ja, ta aplavz Svetlani Makarovič in pa tudi to, da si je Televizija Slovenija dovolila, da to prenaša živo, me je po svoje razočaral, ne, ker potem se vidi, da so k celotni stvari pristopali iz napačnih razlogov. Ne. Kulturna ministrica Asta Vrečko je tudi ena izmed teh podpornic tega performansa Svetlane Makarovič oziroma tega, da se ji vrne Prešernova nagrada. Po svoje je izražala celo razočaranje, da se to ni zgodilo na tej Prešernovi proslavi, ki bi potem morda dobila nekoliko več tega kančka običajne, nižje ravni Prešernove proslave, kot smo jo morda vajeni. Pa vendarle si lahko oddahne Asta Vrečko, ne čaka je interpelacija. Ne. Nova Slovenija ni zbrala podpisov, ima jih 8, potrebovala bi jih 10. V SDS-u jih niso dali dodatnih 2 podpisov. Ja, to je pa nek mogoče delno žalosten odraz trenutnega stanja opozicije, ne, kjer sta v nekem pad položaju. Ne. Tema osamosvojitve je za Novo Slovenijo izjemno pomembna. Vemo, imajo v svojih vrstah prvega predsednika vlade, ki je izpeljal osamosvojitev. To pomeni, bil je tisti, ki je imel glavo na tnalu, najbolj Lojze Peterle. In že naprej so napovedovali, da če tukaj ne bo prišlo do neke razumne odločitve, da Slovenija počasti svojo zgodovino s tem, da ostane muzej osamosvojitve, da ministrico čaka interpelacija. In seveda to obljubo so morali držati, ko je dejansko prišlo do sklepa o združitvi teh muzejev oziroma ukinitvi tega muzeja. Zdaj SDS seveda ima tudi afiniteto za osamosvojitve, kot je potrebno. Je pa tu zdaj vse skupaj neka kolateralna škoda tega pad položaja med strankama in kot vemo, je Janez Janša po svoje zelo trmast človek, tudi včasih za ceno škode za svojo stranko ali pa tudi za blok kot celoto, ne, če se spomnimo recimo v času vlade, povsem neslišano vztrajanje pri imenovanju evropskih državnih tožilcev, kjer se je velika škoda vršila tudi na evropskem nivoju, so to izrabljali, da so kritizirali vlado, na koncu pa nič ni bilo preneslo nobene spremembe. Ne. In tukaj je bil podoben položaj in dalo se je pričakovati, da čeprav bi ta interpelacija morala biti, da bo Janša tu trmast in bo vztrajal do konca, ker pač druge stvari niso zložene tako, kot bi si on predstavljal. Ne. Po drugi strani je pa tudi Nova Slovenija verjetno se to zavedla, ko je šla v interpelacijo in ni vzadaj bil sklenjen nek dogovor, ki pri takih stvareh načeloma bi moral biti, ampak to je že globlji problem, ker stranki imata že ta problem od začetka tega. Je to po svoje Janševa kazen za Novo Slovenijo, recimo za neko bolj samostojno držo, ki se nekako distancira tudi včasih do nekaterih stvari v SDS-u? Ja, absolutno. Ne. Janez Janša je nepopustljiv na takih temah in tukaj bosta obe strani morali narediti korak nazaj. Ne. V prvem smislu SDS-a v tem, da bo spoznal, da so tisti časi, ki je bilo, če to malo karikiramo, neko vazalno razverje med tema dvema strankama, da so minili. Ne. To pomeni stranka, manjša stranka, vsi želijo ustvariti neko svojo politiko, ne. Po drugi strani pa NSi se mora tudi zavedati, in to ima Janša prav, da imajo samo 8 glasov, medtem ko jih imajo SDS 27. Ne. Res, da si ta predor lahko zagotovijo samo tako, da so drugačni od SDS-a. Tudi desna sredina bo širše dosegla takrat, ko ti stranki ne bosta preveč enaki, ko bosta različni, bosta nagovarjali različne pole. Zato interes je tu skupen.
ne, da NSI je drugačna in da doseže tiste volivce, ki jih SDS ne more, ker roko na srce mnogi Janšo visoko častijo in vrednotijo, ampak po drugi strani pa ga ima tudi dosti potencialnih volivcev, po domače povedano, poln kufer, ne. Mu priznava tisto zgodovinsko vlogo, ki jo ima, ampak misli, da je njegov čas minil in da bi nekako sprostil ta prostor, ne. Če želi zdaj desna sredina te volivce zajeti, ne, je tu lahko v ta trenutek na sceni samo Nova Slovenija, ki jih lahko, ne. Tako da iz tega vidika je ta njihova težnja jasna ali pa razumljiva, ne? Po drugi strani pa se tudi ne morejo obnašati, kot da že imajo zdaj 25 ali pa 30 poslancev v državnem zboru in morajo tukaj spoštovati opozicijskega partnerja, s katerim neko vrste sodelovanja morajo imeti, da je on pač približno 3-krat močnejši od njih, ne? Zdaj, kar je zanimivo je to, ne, da od teh 27 poslancev recimo ni niti dveh, ki bi recimo tukaj nekako izstopila ali pa prekinila to, ali pa se uprla vodi, ne, kljub temu, da recimo se je govorilo o Anžetu Logarju in še nekaterih poslancih, ki bi morda lahko z njim šli v neko novo zgodbo. Zaenkrat očitno še velja disciplina. Ja, tu je ta pregovorna disciplina SDS-a, kjer tako je, kot šef reče, ne. Se je izkazala, ker zagotovo je med poslanci mnogo takih, ki bi takoj podpisali to interpelacijo, ker vemo, gre za simbol, ne. To gre za simbolni pomen, sej res, da cilj končen ne mora biti dosežen, pri kateri interpelaciji pa jaz se spomnim 2 ali 3 v zgodovini, da je dejansko bil dosežen. Tu gre za to, da se to postavi na tnalo kot neka pomembna esenca recimo tega pomladnega demokratičnega pola, da se o tem odpre razprava in da se temu da primerno mesto, no. In da žal zaradi tega zapleta tega zdaj ne bo, ne. In da se ministrica potem tudi pred javnostjo zagovarja, ne, tudi če potem seveda nekako dobi tiste glasove koalicije, ki so tako in tako dogovorjeni v koalicijski pogodbi, ne. Tako seveda. Zdaj, od opozicije morda k vladi, Golob se je, nekoliko je morda bolj rumeni tisk, pa vendarle razburkal s tem, ko se je pojavil v družbi nove ženske, ne, gre za predvsem mlajšo Tino Gaber, ne, nekdanjo lobistko, pa vendarle Golob je do nedavnega še imel družino, bil poročen z otroki. Kaj se zdaj je to zvezdništvo, ko je postal premier, nekako mu stopilo v glavo, kako si razlagaš to spremembo? Nekaj je zagotovo moč, ki jo prenese predsednik vlade, ne, s karizma sama po sebi na tej funkciji pritegne tudi zanimanje, zagotovo mogoče večje kot sicer, ampak po drugi strani to je pač življenjski slog liberalcev, ne. Njihov moralni sistem je mogoče drugačen od najnega, pač njim ni pač nič takega, ne, a si poročen ali nisi, a imaš tam ženo nekje, pa si z drugo, ne, in to. Mislim, da tudi za njihove volivce, da jim to preče. Prej mu bojo šteli v dobro, no, kot pa zamerili, ne, da se pojavi za neko lepotico, dosti mlajšo od sebe, ne. No, če mu ne zamerijo lepotice, potem morda kakšne druge obljube, torej če prelomitev poročne obljube ni ključna, ne, in morda kakšna druga obljuba, tista, ki je ključna, recimo pri teh prelomljenih se je kar nabralo, ne, od recimo gasilcev, ki jim je napovedal, da bodo dobili denar, pa ga niso dobili. Mladim je obljubljal v kampanji 10 let brez plačevanja dohodnine, zdaj je celo poslabšal, dvignil davke. Potem smo videli, obljubljal je sodnikom dodatek, zdaj je zakon umaknjen, ne vemo točno, kaj bo s tem dodatkom, ne, in ne nazadnje vehementno se je odpovedal v času predvolilne kampanje tudi dodatku za uspešnost, ne, govorimo o 1,4 milijona evrih, ki je, kot je napovedal, naj bi jih doniral 9 nevladnim organizacijam, katerim nikoli ni uspel povedati, razen to, da je pri notarju overil papir, s katerim naj bi se k temu zavezoval. Zdaj pa je med prvimi, oziroma kot prvi podpisal dogovor z GEN-I-jem, da se ta nagrada sploh ne bo izplačala. Ja, tukaj se zdaj nakazuje in vse bolj očitno nek modus operandi Roberta Goloba. To pa, ko se znajde v neki neugodni situaciji, recimo na političnem parketu, recimo ta nagrada je bila zelo neugodna pred volitvami, ne, potegne neko potezo, vrže hitro enostavno obljubo, ne, torej, ja, res bom dobil 1,5 milijona evrov, ampak jih bom razdelil 9 nevladnim organizacijam in to sem overil pri notarju, potrdi, ne. Sodniki so premalo plačani, ok, evo, tu imate 600 evrov, ne. Torej, tara deli neke obljube in potem se ne ukvarja s tem, a jih bo resničil, oziroma zdaj se izkazuje, da jih samo meče, zato da umiri situacijo v tistem trenutku, politično zadevo obrne svoj prid in potem upa, da potem se pa nihče ne bo ukvarjal s tem, a bojo realizirane ali ne. In to se zdaj izkazuje, da človeku ni verjeti za besedo. Na besedo. In zdaj, če imamo mi predsednika vlade, ki nekaj reče in se kasneje izkaže, da
je to rekla, kazala, ne, da najbrž to ne bo držalo, še posebej takrat, ko dala vehementne obljube, je to izredno slabo sporočilo. No, vsaj eno se zdi, da morda bo tisto, ki mu je obljubil svoji ljubici, ne, kot veganki, da bo veganstvo prenesel v slovenski prostor. Ne. Ja, tu sem neko zanimivo informacijo in zdaj zasledil in to mogoče pojasnjuje ta obsedenost Goloba s tem veganstvom in s tem brezmesnimi dnevi in podobno, da je gospa Gaber leta 2017 naredila eno magistrsko nalogo na temo diskriminacija veganov v prostoru, da je zelo v bistvu zavzeta veganka, ne, in se s tem očitno veliko ukvarja in mogoče je tu nek vpliv, da že na gospoda Goloba in potem na samo vlado, da so toliko zavzeti za to brezmesno ideologijo ali politiko, ki jo v bistvu vodijo od evropskega nivoja pa do slovenskega preko tega, kak je že organa, za svetovalnega organa, za strateški svet za prehrano. No, ko so že pri evropskem nivoju in obljubah, ne, tukaj pa ni Golob tako zelo radodaren. Bil je ta teden v Evropskem parlamentu na obisku Volodimir Zelenski na vrhu EU Ukrajina. Potem Evropska unija je jasno se zavezala k podpori Ukrajini, tudi k napredku pri vstopanju Ukrajine v samo Evropsko unijo, medtem ko je bil Robert Golob pa za razliko od ostalih obljub, ki jih daje izrazito zadržan, celo, kot je povedal, je Slovenija glede na svojo velikost v Ukrajini že veliko donirala in se bo zdaj pomaknila v ozadje in počakala, naj velike države naredijo svoje. Ne? Ja, prvo, kar je tole ne drži, ne, da je veliko donirala glede na ostale, gledali smo neko lestvico, koliko je pomagala Ukrajini Evropska unija glede na BDP in Slovenija v spodnjem delu lestvice, ali pa v drugem delu, bom rekel, zagotovo ni bila nadpoprečna ali poprečna. Po drugi strani pa je mogoče to neko sprenevedavo obnašanje gledati v širšem kontekstu. Ne. Po eni strani je težnja Evropske unije, da so zaveznice enotne in naši se radi, zdaj ta vlada, pa tudi prejšnja, se radi umeščajo v neko jedrno Evropo in jedrno Evropa, njen odnos do Ukrajine je jasen in zelo strog do Rusije. Medtem ko se zdi pri nas, da igrajo nekako dvojno igro, da po eni strani se morajo tega držati, po drugi strani pa se ne bi radi Rusiji pred zamerili. Če malo karikiram, poglejmo to vohunsko afero pred enim tednom, ko je prišlo na dan, da so že decembra aretirali dva ruska vohuna. In če zdaj damo kontekst, da je Tanja Fajon kot zunanja ministrica to že vedela, takrat, ko še mi nismo vedeli, torej decembra in začetku januarja, in kaj je ona takrat govorila, recimo v Davosu in tudi v nekih drugih izjavah, kjer je govorila o tem, da je skupaj z Rusijo potrebno oblikovati Evropo po vojni in podobno, takšne stvari, ki so potem jih ruski mediji celo citirali. In če vemo, da zdaj, ki je prišlo na dan ta afera, da niti ni poklicala na pogovor veleposlanika, kar bi bila neka logična poteza, se zdi, če pogledamo z distance, kot da se je nekako pod črto opravičevala Rusom. Ja, saj smo mogli to narediti, ampak ne nam pred zameriti. In jaz mislim, da v kontekstu tega, kak se je Golob tudi včeraj v Bruslu obnašal, lahko razumemo to zadrego slovenske leve politike, da po eni strani bi radi in oziroma tudi Evropa to pričakuje, da so trdno na strani enotnosti, po drugi strani se pa obnašajo dost servilno do Rusije, kjer to gre, spomnimo se tudi samo glasovanja ali ne glasovanja oziroma zdržanja njihovih evropskih poslancev v Evropskem parlamentu, kjer ključne resolucije, ki so obsojale rusko aktivnost, oni niso podprli tako ali drugače, ali so se izmaknili, manjkali, ne samo enkrat, mogoče trikrat, ali so se pa zdržali. Milan Brglez je celo si vzel čas, da je razložil, zakaj si je zdržal v neki resoluciji, kjer so se samo skrajna robova parlamenta zdržala ali pa sta glasovala nasprotju s tisto veliko večino Evropske unije. No, to so kar resne zadrege, po svoje v zadregi pa tudi vlada, recimo, da s tako večino, kot jo ima, praktično smo bili precej mesecev brez notranjega ministra, zdaj je nekako znano in prihaja na to ministrstvo pravzaprav nekdanji Šarčev notranji minister Boštjan Poklukar. Zdaj govori se, da je to nekako ta LMŠ-jevski lobby, Damir Črnčec in tako naprej. Kako razumeš to zadrego z iskanjem notranjega ministra? A tu je neka ironija zadaj, da stranka, ki je tako izgubila, ki niti ni prišla v parlament, neki operativci iz ozadja, ki so jih zavračali celo na levi strani, ko so bili v opoziciji, zdaj dobijo v roke dva državnotvorna resorja, to pomeni, seveda neformalno je tukaj zadaj seveda Damir Črnčec, ki to so nekako njegovi ljudje, in poznavalci pravijo, da ima močen vpliv tako na obrambnega ministra, kot seveda Poklukar je bil že prej njegova izbira. Tako da tu je po svoje zelo povedno, kako se krepi ta
linija v stranki Svoboda, ki jo je v bistvu volilno telo odslovilo na volitvah. No, vlada je pa predstavila tudi plačno reformo. Sanja Ajanović-Hovnik je po seji vlade včeraj to predstavila, potem tudi zagovarjala v Odmevih, kar je zanimivo, predstavlja en kup nekih novosti, torej odprave nesorazmerij, reforme pri dodatkih, tako in drugače, poprava razmerja med najnižjo in najvišjo plačo na 1:7, ampak zanimivo je pa to, kar je potem tudi opozarjala recimo in kar trikrat vprašala Rosvita Pesek v Odmevih. Nihče, ki dela, ne bo dobil manj, kot je minimalna plača. Hkrati pa obljubljate povečanje plačnega razpona med 1:7. Minimalna plača je okoli 880 evrov, maksimalna bi bila potem krepko čez 6.000 evrov neto. To razmerje obeta lep porast plač v javnem sektorju. Jaz vas sprašujem o tem, kar obljubljate. Razmerje 1:7 obeta lep porast plač v javnem sektorju. Ampak poglejte, gospa ministrica, vas moram še enkrat vprašati, če vi dvigujete najnižje plače na nivo minimalne plače in če ne porušite vseh razmerjih, je avtomatično, da bodo tiste zgornje plače in da se bo ves steber vse skupaj pomaknilo bistveno višje, da bo treba priti za večjo malho. Za nekaj več denarja, absolutno, to tudi ves čas že govorimo. Skratka, šele na tretje vprašanje potem odgovori, da bo treba poseči, koliko zaenkrat še uradno ni znano. Luka Mesec je govoril o 800 milijonih, potem se je potegnil nazaj, češ, da je bila to figurativna številka. Zdaj, kaj to sploh pomeni, da je figurativno povedal neko številko, je tudi vprašanje za kakšnega slavista lahko, ne, kako si razlagati to samo dejstvo. Ne. Zanimivo je pa po drugi strani tudi, da nekako kljub temu, da govorimo o praktično dodatni milijardi evrov za plače, ki je že sama po sebi izjemno visoka, že tako je proračun izrazito v deficitu, 5% deficit je predviden samo za letošnje leto in to še pred rebalansi, o katerih še nič ne vemo. Ne. Pa vendarle, sindikati pravzaprav niso poslali rdeče preproge pred ministrico. Ja, zanimivo je tu, sem gledal prejšnji teden na TV Slovenija prav v Dnevniku eno primerjavo, zelo lepo so prikazali, kjer so pokazali, da je Slovenija sicer po številu zaposlenih v javnem sektorju je podpoprečna glede na stanje Evropske unije. Hkrati se pa masa plač od leta 2017 do 2021, mislim, da iz 3,5 milijard dvignila na 5,1 milijardo in če gledamo to maso plač, glede na BDP državi, smo pa drugi v Evropski uniji, takoj za Dansko, koliko denarja namenjamo za ta javni sektor oziroma za plače v javnem sektorju. Tako da očitno vendarle ni tako slabo plačan ta javni sektor, kot se dostikrat prikazuje. Morda je bolj problem, da je sploščen, ne? To pomeni, da ni tega razpona. Ne? In zdaj to govorimo še vedno brez teh figurativnih 800 milijonov evrov, ki bo verjetno na koncu milijarda ali pa še več, če bodo želeli to razmerje, kar je prav seveda, da to razmerje, ki je bilo 12:1, na to je šlo do 1:4,5, a nekaj takega. Si predstavljate, najnižja višja plača, kakšna uravnilovka je to, zdaj dvigniti na 1,7. Ne? In s tem bo tudi prav, da se, potem mislim, da je sindikalist Štrukelj očital, da potem pa se to bojo funkcionarji dobili nekaj več. Ne? Drži. Odgovor na vaše vprašanje je zelo enostaven. Novo razmerje 1:7 daje največ prostora za plače funkcionarjev in to je pač ena od skrivnosti tega novega plačnega sistema. Jaz bi tukaj se odzvala, to je demagogija, gospod Štrukelj. Skratka, ja, Štruklja očitno zelo moti, ta sprememba pa vendarle je nujno potrebna. Ne? Nujno potrebna je zato, ker nekako je sramota državi, pa tudi je destimulativno, da mi imamo predsednika vlade, ki na 1400 ne vem koliko mesto po plači, ne? Ker kaj to pomeni dolgoročno, pomeni negativno selekcijo na ključnih položajih države. Mi moramo, če spoštujemo sebe kot državo in spoštujemo to mesto, mora biti predsednik vlade in ministri, ki so res izpostavljeni in imajo veliko odgovornost in tudi načeloma veliko delajo, pa morajo veliko delati, bi morali tudi imeti dostojne plače za to, da dobimo tudi na ta mesta ljudi, ki so za to sposobljeni, ne pa samo tiste karieriste, kjer drugje niso uspeli in potem poskušajo na tak način si zgraditi neko kariero ali pa neko referenco.
Ja, vsekakor, da se potem lahko dejansko lotijo tudi resnih reform, ne, tudi problemov, s katerimi se dejansko Slovenija sooča, da ne bomo poslušali samo nekih odmikov, nekih časovnic, ki se vse bolj podaljšujejo, ne. Po drugi strani pa je šokirala še ena novica, ne, ker precej več ljudi je umrlo lansko leto, kot se jih je rodilo, ne. To je vendarle tudi ena velik problem, ki bi se ga mogla vlada lotiti, pa se ga nekako ta garnitura ne misli. Ne. Ja, to je demografija, je bolj tema desno-sredinskih vlad. To smo videli, da so na tem področju začeli nekaj delati, torej ustanovili so urad za demografijo, ga celo dali v Maribor, simbolno in tudi drugače šli v decentralizacijo, ampak ta vlada je to seveda kot dosti drugih koristnih stvari, ki jih je prejšnja vlada zastavila, izbrisala, ne, ker oni pač so zadovoljni s tem, da se bo ta manko in staranje družbe nadoknadil z množičnim priseljevanjem. To se v Sloveniji tudi dogaja, sicer je potreba potem, ker vemo, da neka delovna mesta jih niti Slovenci že praktično ne želimo delati, zdaj pa je že problem, da se tudi balkanski bazen prazni in tudi že morajo pogledovati nekatera podjetja proti Turčiji, pa tudi proti Filipinom, ne vem kam še vse. Ne. Tako da tu je nek problem, ampak seveda v osnovi je pa problem v temu sodobnemu odnosu do družine, do rodnosti, do otrok in podobno, ne, kjer če so povprečja 1,5, 1,4 otroka na žensko v rodni dobi, ali kak je že, to je seveda, če vemo za populacijo 2,2, pa koliko otrok so včasih imela družine in podobno, seveda je to. Nazadnje so po svoje spet pri začetku oddaje in kulturi in ohranjanju slovenske kulture. Rok, hvala za te komentarje v današnji oddaji. Mi, spoštovani gledalci, pa si pogledamo, kaj še je odmevalo v preteklem tednu. Turčijo in Sirijo sta prizadela dva huda potresa in več popotresnih sunkov. Število žrtev je že preseglo 20 000. Na pomoč prihajajo tudi slovenske enote. Reševanje otežujejo tudi nizke temperature. Zdravniška zbornica je na predlog mladih zdravnikov ovadila 10 ljudi, ki so na družbenih omrežjih širili sovražni govor proti zdravstvenim delavcem. Od ministrstva pričakujejo intenzivno kampanjo, ki bo opozarjala, da zdravniki niso krivi za slabo stanje v zdravstvu, čeprav so prav oni pogosto tarča frustracij ljudi, ki s sistemom niso zadovoljni. Podmladek avstrijskih svobodnjakov je pred deželnimi volitvami pozval k ustavitvi slovenizacije. Slovenske organizacije na Koroškem so že izrazile oster protest. In pa katrca za dober namen. 5 dni pred iztekom ikonska katrca nekdanjega predsednika Boruta Pahorja dosega že vrednost 60 000 evrov. Po izteku dražbe bo Pahor izkupiček od svoje katrce namenil otrokom, ki se borijo z rakom prek Inštituta Zlata Pentljica in društva Junaki 3. nadstropja. Pahor poziva tudi druge, ki ne bodo sodelovali v dražbi, da vendarle podprejo organizaciji. Tako, pri koncu smo. Hvala, ker ste bili z nami. Dogajanje bomo še naprej redno spremljali na portalu Domovina, pa tudi prihodnji teden v oddaji Odmev tedna, ko bo z vami Andreja Barat. Do takrat pa nasvidenje.